Zadnje menjave, naprimer prejšnji teden gospod Tasič imenovan na mesto gospoda Šare brez javnega razpisa, potem je bil zamenjan gospod Lušin v Interevropi, najavljajo se nekatere nove, tudi v ELS-u, verjetno Telekomu in tako naprej. Na drugi strani je zdaj ta vaš USB ključek kot števec teh zamenjav. Če dobro preračunam, zdaj jih ima 81 menjav, se pravi, če bi šel ta tempo naprej v 4 letih, bi bilo nekje okrog 1440 menjav, se pravi več kot 600 tistih, ki so bile na enem drugom USB ključkom, ampak vseeno me zanima zdaj, kako vidite to? Je to neka nova praksa, stara praksa, nova praksa z nekim navideznim kasom, ki je vse mogočen in kadruje samo najboljše, ne pa tudi tiste s članskimi karticami, izkaznicami, pardon. Jaz bi opozoril še na neko novo rubriko na naši spletni strani, kjer so našteti tudi tisti, ki so bili v tem času imenovani, na mesto teh, ki so bili predčasno zamenjeni. In še vse zanimiv je podatek o njihovi politični pripadnosti. Več kot 90% gre za aktivne člane in funkcionarje vladnih stran. Torej ne samo, da se krši obljubo o tem, da se nikogar ne bo zamenjalo zaradi politične pripadnosti, ne da bi mu bila dokazana neka krivdna odgovornost, krši se tudi tista obljuba, da se bo kadrovalo strokovno. Temeljni skupni imenovalec na novo imenovanih v nadzorne svete družb oziroma subjektov v pretežni večinski lasti ali pa znatni lasti države, je politična pripadnost. In to se niti ne skriva. Gre za kandidate, lokalne predsednike, regijske predsednike, skratka za prepoznavna politična imena iz različnih lokalnih okolij, ki se zdaj imenujejo. Enkrat ste rekli... Toliko o teh obljubah. Vlada ima legitimno pravico, da imenuje tistega, za katerega misli, da bo pač izpolnjeval odgovornosti in pristojnosti, ki jih vlada prenaša posredno kot upravljalec državnega premoženja na te ljudi, vendar pa nima pravice, da zavaja. Ni možno govoriti, da gre za strokovno in politično kadrovanje, hkrati pa kadrovati samo politične predstavnike. Na začetku te vlade, tega mandata, se je na vaši spletni strani zapisalo, da bodo tajkuni lahko že odpirali šampance. Zdaj vidimo, da tajkuni, vsaj tisti, ki nekako v javnosti so, to je Igor Bavčar, Boško Šrot, bolj težko dihajo, že skoraj na škrge. Zdaj vi, nekako, kako vi vidite, bi bilo dobro, da Igor Bavčar odstopi in se banke dogovorijo, kako rešiti Istrabenz, ali da naj vztraja, saj nekako ga vi tudi niste nikoli karakterizirali še v vašem mandatu za tajkuna. Igorja Bavčarja konkretno. Tudi druge niste imensko, ampak vendar vemo, o kom ste govorili, naprimer, to je bil Boško Šrot in še nekateri, ne? To je dobro, da veste več od mene, tako da lahko tudi na to vprašanje odgovorite. Jaz nikoli nisem uporabljal imen, ker nisem takrat, ko je slovenska vlada zaostrila to politiko do privatizacije, do prevzemov in do koncentracije kapitala, smo govorili o pojavu, ki smo ga skušali ustaviti. In nadzorne inštitucije, ki so bile vzpostavljene, tako Urad za varstvo konkurence, kot tudi Agencija za nadzor trga vrednostnih papirjev, sta v nekaterih primerih preprečili, da bi prišlo do teh prevzemov. Eno od teh primerov je ravno Istrabenz, o katerem govorite. Za nekatere druge prevzeme so bile kadrovske menjave teh agencij prepozne. Bo vlada imela enake vatle do pojavov, ki so bili v nasprotju z zakonom, ne glede na to, kdo osebno je stal za tem. Kako vi vidite, bi moral Igor Bavčar odstopiti, da se reši Istrabenz ali ne? No, jaz mislim, da je to zelo poenostavljena dilema. Bi pa rad rekel to, da ni mogoče z nekimi zaslugami iz časov osamosvojitve opravičevati določenih potez v gospodarstvu. Ni pa mogoče tudi nekaterih spornih potez v gospodarstvu uporabljati za to, da se diskreditira osamosvojitev. To sta dve ločene stvari. Gospod premier, dve zadevi lahko na kratko. Prva zadeva vas skrbi, da mora biti Igor Bavčar odstopi kot prvi mož Istrabenza? Ne skrbi me. Imenovanih v času vaše vlade pripadnikov strank koalicije. Zanima me,
Kako to komentirate, ali to drži in kdaj nameravate to spremeniti, ker nekako ni v skladu s tistim, kar ste napovedovali pred 21. septembrom? Najprej moram pogledati, kaj je res in kaj ne, kajti s tem se nisem, moram reči, posebej ukvarjal. Ukvarjal sem se s tem, da uveljavimo nove standarde, uvedli smo kadrovsko-akreditacijski svet, ta je ob začetku spodbudil veliko dvomov, danes ni nobenega dvoma več. Kadrovsko-akreditacijski svet že izpolnjuje svojo pomembno poslanstvo in mislim, da bo morda že v tem mandatu postal tudi normativno urejen, ne samo kot sklep vlade, ampak mislim, da bomo tudi tukaj sprejeli odločitev, da gremo predlagati državnemu zboru, da se to poslej tudi formalizira. Gospod Tasič torej ostaja, to je bilo danes, tukaj se ne bo šlo v razpis, je stvar ad acta. O tem se bodo verjetno nadzorniki še posvetovali, jaz ne bi presegel svojih pooblastil. Zame je bilo pomembno, da smo razčistili to zadevo zlasti za naprej. Kot rečeno, danes smo sprejeli sklep, ki je obvezujoč. Poslej nadzorni sveti družbe v večinski državni lasti ne bodo imeli te diskrecije, da bodo izbrali dve enakovredni poti za imenovanje predsednikov uprav ali generalnih direktorjev, ampak bodo zavezani pravilu, da se odločijo za javni razpis. Če bi se zaradi različnih okoliščin, ki naj bi bile tudi v primeru Slovenskih železnic, če bi se odločili za pot dobre prakse, morajo pred tem dobiti poslej soglasje vlade.